Dober dan. Živjo. Intenzivno delamo, intenzivno šibamo naokrog, tudi ne samo po Sloveniji. Zdaj pred kratkim smo bili tudi v Puli pri naših slovenskih, bi rekel, izseljencih, čeprav gre za okupirano ozemlje, ne. Poleg tega pa tudi mednarodna dejavnost je kar živahna, kontakti so z državami, ki drugače razmišljajo, predvsem z državami BRICS-a, in mislim, da v kratkem bom sodeloval tudi na neki konferenci o teh zadevah v Moskvi. V prvi vrsti se kaže, da od leta 1992 praktično nobena vlada ni delala tako, kot bi morala delati. Je pa seveda to krivda tudi na volilnem sistemu, kajti če bi stranka dala listo na celi državi, tako kot je bilo leta 1992, v tem primeru bi prišli noter najboljši predstavniki vsake stranke. Zdaj imamo pa neko loterijo in pride, rezultati so taki, da imamo 60% v parlamentu ljudi brez izobrazbe, brez vizije, brez pameti. To, kar govorijo, kaj vse bojo naredili, iz tega ne bo nič. Zato, ker vse tukaj na enih zelo trhlih temeljih, na nekih praznih obljubah, brez realne vednosti in pa predvsem brez zdrave kmečke pameti. Mi reagiramo na določene zadeve, ki se dogajajo, objavljamo jih preko socialnih omrežij in moram reči, ta omrežja so pa izredno močno pokrita in gledana. Zagotovo bo naša stranka zelo pomembna, vedno bolj pomembna. Konec koncev, Slovenija je edina država, ki nacionalne stranke nima v parlamentu. Mislim, da ljudje se počasi brihtajo in če ne bodo več tako glupi, kot so bili, mislim, da pridemo noter z precej večjim odstotkom in seveda naredimo kar nekaj reda. To je treba narediti, če hočemo preživeti. To je to.